Za raziskovalno nalogo sva si izbrali vzdržljivost otroških plenic. Za temo najne raziskovalne naloge smo se odločili, ko so znanci vprašali Nikine starše, katere plenice so najboljše za otroka. Vprašanje in tema nasploh se nam je izdela zelo zanimiva, zato smo se odločili, da jo uporabiva za najno raziskovalno nalogo. Ugotavljali sva, koliko mililitrov vode je potrebno zliti na plenico, da ta ne bo premočila. Želeli smo ugotoviti, katere plenice so najboljše za otroka. V bistvu sta vse skupaj pripravljali, beležili podatke, postavili smo si problemska vprašanja, iz katerih smo izpeljali hipoteze in na podlagi eksperimentalnega dela te kasneje potrdili ali zavrnili. Za raziskovalno nalogo smo si postavili 6 hipotez. Prva hipoteza je navajala, da bo plenica zdržala najmanj 3 mokrenja, da ohrani suho površino. Druga hipoteza pa navaja, da bo bolje opijala vodo, ki ima telesno temperaturo. Plenica v tretji hipotezi je navedeno plenica v ravnem položaju pija več vode kot upognjene. Četrta hipoteza se je glasila, da bodo plavalne plenice zadržale v sebi več vode kot tiste za običajno uporabo. Peta hipoteza pa govori o tem, da bodo plenice znamke Pampers zadržale največ vode od vseh v izboru. Zadnja, ta šesta hipoteza, pa navaja, da bodo plenice za težje otroke v sebi zadržale več vode kot tiste za lažje oziroma mlajše. Ok, sedaj pa k teoretičnemu delu. Urin oziroma seč je tekočina, ki jo po sečnih poteh izločimo iz telesa. Urin oziroma seč nastaja v ledvicah in temu postopku rečemo diureza. Odrasel človek na dan izloči približno 1,5 litra urina, dojenček pa 60 do 100 ml. Plenice so sredstva za zadrževanje izločkov pri človeku, vendar jih ne uporabljajo samo otroci, temveč tudi starostniki, ki urina zaradi bolezni in telesnih problemov ne morejo zadržati, in ljudje, ki opravljajo službe, da so dolgo na terenu in ne morejo opraviti potrebe na stranišču. Torej, plenice delimo na take za enkratno uporabo in bombažne za pobijanje otroke. Danes uporabljamo predvsem take za enkratno uporabo in te so sestavljene iz superabsorbentnega polimernega dela, bombažne vate in posebnih vlaken. Če gremo naprej k praktičnemu delu, izvajali smo kar nekaj eksperimentov, vendar brez materijala in pomočkovnih eksperimenta. Najprej smo od znancev ali pa smo kupili 15 vzorcev plenic, ki so se razlikovale glede na znamko, velikost, namembnost ter velikost otroka. Nato te so bile baby love različnih velikosti, tosamina, prav tako različnih velikosti, 2 plavalni plenici, 1 plenice za neronošenčke in ene iz Hoferja. Prav tako pa smo si izbrali tudi Pampers plenice. K eksperimentalnemu delu smo si pomagali z menzuro, filtrirnim papirjem, alkoholnim termometrom, čašo ter platno. Poskuse smo izvajali v šolskem laboratoriju. Najprej na začetku vseh poskusov smo si vodo zagreli na žele, na toliko, kot smo pač želeli stopinj. Ta je bila pri nekaterih poskusih 37 stopinj Celzija, pri drugih pa 20 stopinj Celzija. Zato smo pripravili vzorce, torej plenice, in na nje vlivali po 20 ml vode. In s vsakim dodatkom vode smo pustili 5-minutni premor. Po tem premoru smo plenico osušili s filtrirnim papirjem in določili vlažnost. Dobili smo zelo zanimive rezultate. Konec eksperimentov smo teh 6 hipotez potrdili, ovrgli ali tudi delno potrdili. Hipoteza 1, ki je govorila o tem, da bodo plenice ohranile samo površino po 3 mokrenjih, se je izkazala za delno uporabilno. Plenica ni zadržala povsem suhe površine, vendar je zadržala celotno vodo. Kar pomeni,
3x po 20 ml, to pomeni, da so vse plenice zdržale eno mokrenje otroka. Druga hipoteza, ki je govorila, da bodo plenice bolje v sebi zadržale vodo, ki je telesne temperature, se je izkazala za pravilno, saj so bolje zadržale vodo z 37 stopinj Celzija kot z 20 stopinj Celzija. Hipoteza 3, ki govori, da bodo plenice več vode zadržale v ravnem stanju kot upognjene, se je izkazala za nepravilno, saj je očitno, da so plenice narejene na takšen način, da se prilegajo otrokovi zadnjici in bolje zdržijo vodo, njegov izloček na ta način. Hipoteza 4, ki je govorila, da bodo plavalne plenice zadržale več vode kot tiste za dnevno uporabo, se je prav tako izkazala za nepravilno, saj so zadržale le 100 ml vode. Hipoteza številka 5, ki je govorila, da bodo od vseh plenic v izboru Pampers plenice zdržale največ, se je prav tako izkazala za neresnično, saj so le te zdržale 120 ml vode oziroma 4 otrokova mokrenja. Hipoteza številka 6, ki pa govori, da so tiste plenice za težje oziroma večje otroke zadržale več vode kot tiste za manjše in za manj stare otroke, se pa je izkazala za pravilno, saj večji otroci začnejo izločevati več urina. Glede na najine rezultate pri poskusih, menjava, da so plenice v reklamah pretirano hvaljene. Dokazali sva, da so plenice premalo pojne in da se njihova površina ne suši dovolj hitro. Slaba pojnost in kemikalije v plenicah lahko slabo vplivajo na otrokovo kožo in zdravje nasploh. Sklepava, da bi lahko za nadaljnje raziskovanje uporabili še več vzorcev različnih znamk plenic in tudi te testirali na enak način ter potrdili ali zanikali trditve iz reklama. Meniva, da proizvajalci v reklamah pretirano hvalijo svoje izdelke, zato sva znajna raziskovanja nalogo tudi dokazali. Za konec pa še družbena odgovornost. Plenice zelo onesnažujejo okolje, saj so dokaj nerazgradljive. Ena plenica rabi tudi do 500 let, da se razgradi, vendar še takrat ne popolnoma. Plenice so prav tako okolju škodljive in pretirana hvala v reklamah, kot je že Katja povedala, za njih odštejemo velikanske vsote od denarja vsako leto. Vsota vseh plenic v času, ko se otrok navaja na kahlico, se je izkazala do okoli 1250 evrov za vse skupaj. Plenice, na koncu sva primerjali plenice za večkratno uporabo oziroma pralne plenice, ki po tem, ko otrok opravi svojo potrebo, se dajo v pralni stroj in operejo. Te so se izkazale za bolj varčne in prav tako bolj okolju prijazne, saj ena takšna plenica ustreza 10-dnevnim plenicam oziroma 10 plenicam za enkratno uporabo.